Pozdravljeni, dragi gledalci. Nocoj pri meni v gosteh gospod Aljaž Bastič. Pozdravljeni. Lep pozdrav, živijo. Na tekmovanju Naša pesem 2018 ste nedavno, konec aprila, dosegli bronasto plaketo s svojim zborom Prosavos. Je euforija že mimo? Pravzaprav kakšne posebne euforije ni moglo biti, ker sem bil v tistih dnevih oziroma v tistih tednih sredi največje gneče, se mi zdi, da v bistvu v zadnjih parih letih mojega ustvarjanja, ker sem en dan za tekmovanjem v Mariboru začel snemati svoj magisterij, tako da je bila euforija zelo zmerna, ampak ja, seveda zadovoljstvo je pa še vedno in bo tudi še kar nekaj časa trajalo. Tudi mi vam čestitamo, pa če se malo oddaljiva od tega, začniva na začetku. Svoje goste vedno vprašam, kdo ste, kako bi se predstavili? Enkrat je bilo to vprašanje pred leti, se spomnim pri Mariju, ki je bila razvita pesek v gosteh in je Marija čist zmedla s tem vprašanjem, kdo si? Pa je začel, jaz sem Marijo, pa je rekel, ne, kdo ste, kako te ime, kdo si? In pol je bila cela zmeda. Sem človek, ki nikoli ne miruje, tako bi mi mogoče kdo opisal, čeprav je zelo rad spim pravzaprav in mi je ta čas zelo dragocen, ampak sem človek, ki nikoli ne miruje, ki ga zanima tisoč stvari, ki mislim, da sem relativno odprt in za nove stvari, in za ljudi, za poznanstva, za neke nove poglede na svet, za različne stroke. Zanima me res tisoč stvari od teh področij, kjer sem aktiven, do področij, kjer morda še nisem aktiven. Mislim pa, da sem generalno en človek, ki pozitivno gleda na svet, kar mislim, da je tudi eno zelo pomembno izhodišče za uspeh v življenju, pa predvsem za srečo. In s čim se trenutno v življenju ukvarjate? Trenutno sem razpet med milijon stvari, seveda. Glavna stvar mi je še vedno študij, študiram televizijsko režijo, zaključujem, sem absolvent, snemam oziroma sem posnel magistrski projekt, zdaj je intenzivno v montaži. Od avgusta lanskega leta sem tudi dirigent mešanega pevskega zbora Prosavos iz Zasavja. Potem pa delujem kot režiser tudi na Radioteleviziji Slovenija, zadnja 3 leta v različnih projektih, pri posameznih manjših projektih kot režiser, montažer, snemalec, skratka tako na tisočih projektih. Pa kot pevec bi lahko tudi rekel, na Svetovnem zboru mladih sem lani sodeloval, pa letos bom spet, gremo na Kitajsko. Skratka, res sem na tisočih koncih. In kako poteka vaš vsakdan, vaš teden? Čisto odvisno. Imam dneve, evo, ravno tale teden, ko so počitnice oziroma kot dopust, to snemamo malenkost prej, kot je predvajano. Pred parimi dnevi sem spal 2 uri, sem ob 2 zjutraj šel na snemanje v Polhov Gradec, ker smo lovili sončni vzhod in potem do večera delal še druge stvari. Potem naslednji dan sem spal 13 ur, pa sem se zbudil, pa sem malo hodil okrog. Ravno danes po noči sem recimo pisal še eno priredbo za zbor, za eno poroko, na kateri bomo nastopali. Po drugi strani se pripravljam in pregledujem material za en dokumentarni film, ki ga snemam čisto odvisno pravzaprav. So dnevi, ki so zelo natrpani, zelo zasedeni, so dnevi, ki so manj zasedeni, pravzaprav ni 2 enakih dni. Sploh v tej fazi, ko še nisem redno zaposlen in je res zelo pestro. Kakšni pa so vaši največji uspehi v življenju? Pa kaj pa vem, če bi rangiral ali pa govoril o uspehih. Zelo sem vesel, da sem svojo punco že 8 let pa pol skupaj. Mislim, da je to v bistvu en tak uspeh, ki mi v resnici največ, mislim, pa ne bi rekel spet uspeh, pravzaprav, ampak ena stvar, ki mi ogromno pomeni. Vse ostalo so pa srečne avanture na poti, ki te pač usrečujejo. Na kater uspeh ste pa mogoče v zadnjem času najbolj ponosni? Dobro, ne imenujete jih uspehe, ampak recimo bronasta plaketa na tekmovanju Naša pesem, mar to ni uspeh? Je ena taka eno zadovoljivo priznanje, ja, je. Pa podoben uspeh je bil tudi bila tudi zlata plaketa, zlato priznanje na regijskem tekmovanju lani, pa v resnici bi lahko rekel, da je to tudi ponovno uvrstitev na Svetovni zbor mladih, kot sem že omenil, na Kitajskem, ki bo letos poleti. Po drugi strani sem decembra delal audicijo za substituta v zboru Slovenske filharmonije in sem uspešno opravil to audicijo. Po drugi strani samo snemanje magistrske naloge, kjer sem uspel en kup ljudi privabiti, od igralcev do ostalih sodelujočih.
ne vem, pravzaprav jaz mislim, da je zelo pomembno, da pri tem, kar delaš, maksimalno uživaš in če uživaš, potem tudi dosežeš neke dobre rezultate. Se pravi, izobraževanje pa je potekalo najprej gimnazija Trbovlje, potem konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana, zdaj magistrski študij na AGRFT. Kakšne so bile to odločitve? Zakaj? Ste vedno vedeli, kakšno bo sosledje teh odločitev ali so prišle spontano? Jaz nekako imam eno misel, da ne planiram življenja kaj veliko naprej, čeprav po drugi strani potem samo se opažam, da seveda so neke misli ali pa indici, kaj bi želel. Tako da ne, v resnici so te stvari zelo spontano prišle. Gimnazija je prišla kot neko logično nadaljevanje osnovne šole. Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje je super šola, čisto nič ne manjka. In z vrhunskimi pedagogi, z ogromno možnostmi, jaz sem se veliko tega, kar zdaj počnem, sem se že razvil na srednji šoli v Trbovljah. Poleg tega je 15 minut od mene stran, tako da je bila tudi to ena čisto logična odločitev, ne, zakaj bi rinil v Ljubljano ali pa v Maribor, če imam neki 15 minut peš hoje stran. Potem pa vzporedno v bistvu tekom gimnazije je prišla neka misel, da zelo rad se ukvarjam z audioprodukcijo, glasba mi je še vedno bila zelo pomembna in potem nekje vzporedno v 4. letniku sem že zdavnaj vedel, da se želim na akademijo. Na solo petju mi pa reče profesorca sredi leta, tebe zanima srednja glasbena šola? Pa sem rekel, ja, mogoče pa ne. In sva se začela pripravljati za srednjo glasbeno šolo, v resnici je bila to čisto neka taka spontana odločitev. Sem bil tja sprejet in potem sem vzporedno delal montažo, filmsko in televizijsko montažo na dodiplomskem študiju in vzporedno konzervatorij za glasbo in balet, smer solo petje. Potem ves čas me je že televizija zanimala, pravzaprav že preden sem se vpisal na akademijo in potem, ko nisem bil sprejet na režijo na dodiplomski stopni, sem si želel študija na podiplomski stopni, absolutno televizijske režije, sem bil tja sprejet in to je zdaj neka smer. Zdaj, kaj pa še bo ali pa kaj bi še lahko bilo, je pa res neko tako nedefinirano polje tudi trenutnih situacij. Mislim, še vedno imam veliko željo, da bi se še dodatno izobrazil na glasbenem področju. Bila je neka misel o akademiji za glasbo, ampak to je malo manj mogoče izvedljivo, čisto zaradi časovnih aspektov. Potem so še neke druge ideje in misli, ampak bomo še videli, kam na življenje zanese. Zakaj pa absolutno televizijska režija? Zakaj ne? Že od nekdaj me je televizija blazno zanimala. Kot medij, kot skupek tehnologij, po drugi strani kot neko sredstvo izražanja, kot nekaj, kar prenaša informacije naprej, kar ponuja ljudem kulturne vsebine. In že kot majhen otrok, pravzaprav, ko sem hodil tudi nekaj po televiziji, me je bolj zanimalo, kaj za en mikrofon, ki ga držim v roki, kot kaj drugega. In me je to blazno zanimalo. In film je tudi ena stvar, ki seveda jo imam rad in me do določene mere zanima, ampak mislim, da še nisem dovolj zrel, da bi se odločil režirati film. Čutim, da bi lahko to enkrat počel, ampak trenutno še ne. Televizija je pa ena forma, ki je bistveno bolj dinamična, bistveno bolj adrenalinska. Meni recimo je največji užitek delati z večjo količino kamer, režija v živo, ko v bistvu kamero usmerjaš, mogoče celo prenos v živo, ko gre lahko karkoli narobe, ko se moraš znajti v tisti situaciji, ko moraš biti absolutno zelo dobro pripravljen in ta nek adrenalin, ki te med samo režijo spremlja, mi je fantastična zadeva. Torej, odločitev za AGRFT je padla morda spontano, neka zmes spontanega in v bistvu odločitve že od nekdaj. Pa me zanima, kaj pa sprejemni izpiti so bili za vas izziv? Ste vedeli, da boste sprejeti? Kako ste se pripravljali na to? Znano je, da na AGRFT pride, če se sarkastično izrazim, samo umetniška elita, ne? No ja, ne vem, če bi spoznali moje sošolce, ne vem, če bi se strinjali, da smo umetniška elita, ampak nihče, ki pride na sprejemce na AGRFT-ju, ne ve, a bo sprejet ali ne bo sprejet. Vsak pride z ogromnim strahom, z ogromno distanco, z ogromnim strahospoštovanjem. Recimo Matevž Luzar, Zagorjan, ki je zdaj je uspešen filmski režiser, je posnel že kar nekaj filmov kratkih in zdaj 2 celovečerna, je zelo uspešen, je v bistvu šele v 3. naredil sprejemne preizkuse na AGRFT-ju. Tako da priprave so potekale v bistvu tako, da sem jaz, recimo, da sem nekje v 2. letniku gimnazije vedel, da si želim na AGRFT. Potem sem seveda v 4. letniku v zadnji sekundi začel delati vse za sprejemce. Ena izmed stvari je posnet eno kratko delo kot
osrednje delo tvojih sprejemnih preizkusov, kar sem seveda začel snemati 3 tedne pred rokom oddaje in montiral zadnjo noč na rok oddaje in poslal, če se je pošta zaprla ob 6:17:59, dobesedno, ker je računalnik ob 5 še to zapisoval na DVD. In je bil to nek film. Sami sprejemni preizkusi pa absolutno, mislim, ko imaš pred sabo sobo 20 pedagogov, vmes so takšni, ki si jih že videl po televiziji ali pa za katere veš, da so blazno uspešni ustvarjalci, imaš blazno tremo, ne? In ne veš in si se ves čas sprašuješ, a sem, a nisem, a sem, a nisem, in dokler v bistvu ne dobiš rezultatov, ne moreš vedeti. Je pa spet tako, če si zares želiš in če misliš, da si, lahko vztrajaš, kot sem rekel na primeru Matevža Luzarja, pa še številnih drugih režiserjev. Če vztrajaš in če misliš, da si dosti dober, če si dosti dober, ti bo, če ne drugega, v tretje recimo pa skoraj sigurno uspelo. Na koncu je v resnici to področje v veliki meri vprašanje ljubezni do področja. Tudi talenta, ampak ljubezni. Koliko si pripravljen vztrajati na tem področju, koliko si pripravljen žrtvovati samega sebe, da boš na tem vztrajal. To je v resnici tudi en izmed največjih filtrov med študijem. Koliko si se pripravljen temu posvetiti, ker to področje je po eni strani čudovito, zelo lepo, ampak so pa dnevi in so trenutki in so obdobja, ko pa si rečeš, pa kaj mi je bilo treba, kaj si, mislim, ne, sej vsako področje ima nekaj tega, ampak tu pa sploh ne, ker si res, smo v veliki meri umetniki, če se tako izrazim, v službi ljudstva, ne, in delamo za ljudi. In če dobiš na neko svoje delo, za katerega, recimo, ne vem, za nek celovečeren film, na katerega si se pripravljal, ga snemal, ga montiral 3 leta, in če po teh 3 blazno intenzivnih letih dobiš na svoje delo slab odziv, se res vprašaš, a sem primeren za to, a mi je tega treba, a mi ni tega treba. In tudi, če dobiš dober odziv, ker skoraj nikoli nisi zadovoljen s svojim delom, si sprašuješ pa pismo, a sem jaz sploh dosti primeren, a sem dosti izobražen, a imam dosti talenta za to. Konstantno so taka vprašanja. In to čisto pri vseh. Čisto pri vseh, tudi pri najbolj uspešnih. Ravno zdaj med snemanjem magistrskega projekta sva se vsak dan slišala z mojim mentorjem, Markom Nabršnikom, in sva konstantno govorila in sem rekel, ja, pa ne vem, a je to ali ni to, pa kako bo to sploh šlo skupaj, pa kontinuiteta. Pa je rekel, nič ne skrbiti. Jaz sem se konstantno pri svojih filmih spraševal, a bo to šlo, pa sem se rekel, pa pismo, a bomo to sploh končali. Pa je govoril o filmu Petelini Zajtrk, ki je bil dolgo časa najbolj gledan slovenski film in ki je imeniten film. Skratka, vsak je v dvomih. Seveda je pa v dvomih tudi tisti, ki je mogoče ustvaril najslabši film do zdaj. Tako da tu je zelo tak dvorezen meč. In kako ste pokazali to ljubezen do televizijske režije, tisti sobi pedagogov, kako pa jo pokažete tudi gledalcem? Zdaj, za televizijsko režijo so bili sprejemni preizkusi na podiplomski stopnji in so bili veliko manj stresni kot tisti na dodiplomski stopnji. Že poznaš ljudi, že poznaš profesorja, s katerimi si delal, in tudi nasploh so bili zagovori pred manjšo skupino, pred 2, 3 recimo. Tako da je bilo to čisto, v bistvu je bil to veliko bolj sproščen pogovor kot na dodiplomski stopnji. Kako pokažeš ljudem? Jaz mislim, da z eno čim večjo stopnjo odprtosti, razgledanosti, pa v resnici tudi odprtosti do mnenj, pa v želji po čim večji strokovnosti. Mislim, kako to pokazati. Ja bi rekel, čez svoje delo, sam kako pa lahko iz dela vidiš, a nekdo uživa v tem, kar dela ali ne. A je stvar dobra, ni edini pokazatelj. V resnici je težko. Jaz mislim, da je v veliki meri to tudi odnos do ekipe, ki ga seveda potem gledalec ne vidi, ampak kak odnos imaš ti do ekipe, do ljudi, s katerimi delaš, se mi zdi, v veliki meri kaže na to, kako rad imaš svoje področje, na katerem delaš. Pa če se morda malo premaknemo od tega izobraževanja. Delate, kot se že omeni, na svojem zaključenem študijskem projektu. Nam poveste kaj več o tem? Ja, pripravljam oziroma sem že posnel, zdaj sem v montaži s prvim izvirnim televizijskim musicalom v Sloveniji. Gre za musical po motivih Butalcev, scenarij sem napisal jaz, tudi libreto, pa režijo sem prevzel. Gre za cirka 40-minutno kratko formo, ki bo
verjetno predvidoma nekje junija na sporedu. Glasbo je prispeval Leon First, gre za popolnoma izvirno glasbo, za popolnoma izvirno zgodbo, prirejeno in uprizorjeno posebej za televizijo, zato je prvi izvirni televizijski musical. Nastopajo pa igralci, kot so na primer Tanja Ribič, pa Jurij Drevenšek, Marjan Bunič, Jurej Vanušič, Gojmir Lešnan-Gojc, Konrad Pižorn-Kondi in malo morje drugih statistov in tudi igralcev, Ana Fakini, pa potem Srdžan Milovanovič in še. Gre za zgodbo po motivih Butalcev. Butalci je serija kratkih zgodb, jaz sem iz njih izluščil nekatere posamezne motive, ki sem jih potem napletel okrog ene centralne zgodbe. Na to so potem vezani posamezni songi, se pravi skladbe, ki jih je napisal Leon, in vse skupaj je zapakirano oziroma bo zapakirano v eno tako 40-minutno zgodbo. Posebnost je tudi ta, da pevci pojejo v živo oziroma so peli v živo na snemanju, slušalko v ušesih, kjer jih je spremljal klavir, mestoma klavir v živo. In bo kompletna orkestracija, se pravi, spodaj bo orkester, neka komorna zasedba, bo komplet orkestracija posneta naknadno. Konec maja bomo to snemali z orkestrom Akademije, oziroma z delom orkestra Akademije za glasbo. Glasbeni vodja je Simon Dvoršak in se zelo veselim zaključka tega projekta, ki bo nekje junija imel, tudi predvidoma junija, premiero v Polhovem Gradcu, pa verjetno tudi v Ljubljani, pa zagotovo tudi v Trbovljah. In odkje ideja predrugačiti Butalce? Smo Slovenci Butalci, ima neko višjo idejo ta ime Butalci? Pa ne vem, če ima kako višjo idejo. Mislim, gre za zgodbe, ki so legendarne v zavesti Slovencev. Fran Milčinski je absolutno en avtor, ki je seveda ogromno literarnih del prispeval, ampak Butalci so prav en tak cukrček, se mi zdi, v literarni zgodovini in tudi v zavesti Slovencev. Vsak reče, Butalci, Butalci, zaradi jezika, zaradi načina, zaradi prefinjenosti pravzaprav. Ideja je prišla v bistvu iz smeri, da je fino vzeti za osnovo muzikla eno že poznano zgodbo. Tudi v resnici muzikli, ki jih gledamo zdaj v Sloveniji, v zadnjih 3 letih recimo je pravi razcvet muziklov v Sloveniji. Gre za Cvetje v jeseni, ki je filmska zgodba, Vesna, ki je filmska zgodba, Veronika Deseniška, ki je literarna predloga, pa še kaj. Se pravi, gre za zgodbe, ki že imajo neko podlago. In Butalci so bila neka idealna priložnost, se pravi, neke zgodbe, ki že obstaja, ki je v zavesti Slovencev. Skratka, ko nekomu rečeš, snema musical po motivih Butalcev, vsak reče, fajn, vsak si že malo predstavlja, kako bi to lahko izpadlo, vsak ima že neko čustveno povezavo v resnici, kar je lahko sicer tudi nevarno, ker mogoče bo kdo, ki bo moje delo pogledal, rekel, pa to niso nobeni Butalci, to je kar neki. Ampak to je pač del, ki ga moraš vzeti v zakup pri tem, ko ustvarjaš. Zdi se mi, da so Butalci v resnici zelo primerni za musical, ker so ironični, humorni, ampak na en tak zelo prefinjen način. Oni, da rečem, se nimajo za butaste. Oni se ne igrajo za butaste. Si tudi v resnici objektivno, a so butasti ali niso, je stvar, ki nastane v gledalčevi zavesti oziroma v bralčevi zavesti. In s to mislijo sem tudi sam projekt snemal. Ne delamo mi karikature v tem nekem klasičnem smislu, ne delamo, mi smo pa zdaj butasti in tako naprej, ampak delamo čist resno zadevo. Tako da to je tudi nek odgovor mogoče na to, kakšen nadpomen ali pa višji pomen bi delo imelo. In projekt je, kot ste že omenili, zbral najvišja slovenska igralska imena, recimo Tanja Ribič. Odkje ideje za igralce? So to vaše ideje? Kako ste jih zbrali na kup? Mentor Nabršnik mi je predlagal, ko sva govorila o zasedbi, je rekel, ne se omejevati. Ne se omejevati, piši imena, ki ti padajo na misel, in v resnici sem to naredil in imel veliko srečo, da praktično vsakega, ki sem ga poklical, pravzaprav vsakega, ki sem ga poklical, vsak je bil pripravljen na sodelovanje. Nažalost jih nekaj seveda ni uspelo zaradi časovnih kapacitet, ker so vsi angažirani v svojih matičnih bodisi gledališčih, bodisi inštitucijah, ampak v veliki meri pa so tisti, ki sem jih angažiral, se odzvali mojemu povabilu. In v resnici vsak od teh igralcev tudi rad sodeluje z akademijo, študenti akademije, ker je to le neka referenca, le neko ozadje. Tudi vsi ali pa večina teh igralcev je bilo študentov na akademiji in se zavedajo, kako pomembno pravzaprav je, da nekdo, ki je študent na akademiji, sodeluje s profesionalnimi igralci. In to je v bistvu vse. Imel sem pa res ogromno srečo, oziroma imam ogromno srečo, da so vsi ti igralci pristali na sodelovanje.
Gregorja Čušina sem prej še pozabil omeniti, ki igra gasilca. In so res ena taka zelo zabavna in zanimiva druščina. Kaj pa statisti in pa stranske vloge, ste jih iskali na kakšnih audicijah? Ja, za statiste in stranske vloge smo razpisali audicije preko družabnih omrežij, preko spletne platforme Fastcast. Odzvalo se je kar precej ljudi, moram reči, tudi na audicije je prišlo kar precej ljudi, tudi veliko takšnih, ki so že aktivni v slovenskih mjuziklih. In ja, na ta način smo potem zapolnili stranske vloge in tudi statiste, ki pravzaprav niso statisti, ampak so zbor, ne, ker pravzaprav pojejo, ne, in niso statisti, ki bi se samo sprehodili čez kader, ampak so aktivno vpeti v dogajanje, ker imajo kar dva takšna skupna songa oziroma cela druščina poje. In koliko časa, kje je potekalo snemanje? Snemali smo od 23. do 26. aprila. In sicer 3 dni v Polhovem Gradcu, ki je za tiste 3 dni postalo, oziroma je mesto postalo Butale. En dan v Ljubljani, na nekem Skednju. Od teh 4 dni, 2 dni smo snemali noter, v interjerjih se temu reče v stroki, in 2 dni v eksterjerjih, se pravi zunaj. Tako je, v bistvu v 4 dneh smo posneli skupaj za cirka 40 minut izdelka. In od ideje do nastanka, koliko časa, koliko potrpljenja je potrebno, da nastane ena takšna stvar? Sama ideja je prišla recimo lani, takle čas, ali pa mogoče še malo prej. Potem je predolgo časa počivala in saj to bom zdaj naredil, pa bom začel pisati, pa tako naprej. Ker jaz sem tak človek, da dokler nimam enega de facto roka, si govorim, saj bom. Tako da na srečo potem oktobra lani, se pravi pol leta recimo nazaj, pa dobrega pol leta nazaj, sem začel pisati sinopsis, treatment, to so skrajšane forme scenarija, ki napovedujejo, kakšna bo struktura, in potem nekje novembra, decembra je nastal scenarij. In potem v februarju, marcu se je začela predprodukcija. Marca sem začel, relativno pozno v bistvu, sem začel klicati glavne igralce, sem razpisal audicijo in potem smo v marcu in aprilu imeli številne vaje, od bralne vaje do mizansenske vaje, pa potem vmes tudi predvsem glasbene vaje, ker je glavnina dela pravzaprav petje. In potem snemanje, konec aprila. Zdaj pa montaža, pa potem orkestracija, pa barvna in svetlobna obdelava slike, pa tonska obdelava. In nekje računam pa še nekaj grafične obdelave, nekaj posebnih učinkov, nekaj zelo malega, in sama grafika. In nekje računam, da do konca, oziroma da do sredine junija to zapakiramo, najkasneje do konca junija, in da poskusim konec junija oziroma začetek julija celo stvar še zagovarjati in zmagistrirati, preden odidem na Kitajsko. Torej, pisanje magistrske naloge vas še čaka. Ja, pisni del še čaka. Kakšni bodo fokusi magistrske naloge? Pisni del magisterija me še čaka. Imam to srečo, da sem seveda v njem tekom celega študija zelo intenzivno razmišljal. 3 fokusi recimo bodo. En fokus bo čisto teoretični del, pristop, razmišljanje, kako se lotiti režije glasbenih vsebin. Zato, ker moj glavni fokus podiplomskega študija pravzaprav je bila režija glasbenih vsebin, predvsem vsebin resne glasbe. In zato sem tudi na RTV Slovenija v teh 3 letih naredil recimo enih 20-25 različnih koncertov, od komorne glasbe, vokalne glasbe, orkestrske glasbe, tudi neki rock, punk glasbe. Recimo delal sem koncert Noctiferije, ki je bil v Studiu 1 na televiziji. Tako da prvi fokus bo teorija glasbe, se pravi, kako iz glasbene teorije, kako iz analize se pripraviti na snemanje koncerta, od analize partiture do dogovarjanja z glasbeniki, dogovarjanja znotraj ekipe, priprav na snemanje, samo snemanje in tako naprej. Drugi fokus potem recimo bo aplikacija oziroma pregled tega v praksi na svojih primerih, se pravi dela, ki sem jih sam naredil, in na nekaterih tujih primerih. Recimo lani sem imel možnost, da sem šel na generalko novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov in sem bil na eni izmed vaj pravzaprav Dunajskih filharmonikov, pregledal, kje so postavljene kamere, kako stvari funkcionirajo. In potem bom to recimo s pomočjo posnetka naredil tako imenovani reverse engineering, se pravi šel nazaj, kako se je ta režiser tega lotil, pa še kaj verjetno bom zraven vključil. In potem tretji del magistrske bo analiza samega praktičnega dela, se pravi butalcev, od koncepcije do ustvarjanja, na katere težave sem naletel, kako sem se česa lotil, kaj bi mogoče drugače naredil, se pravi spet nek, da rečem, case study oziroma analiza primera.
praktičnega dela magistrske naloge. Torej, zadeva je posneta, ste zadovoljni s posnetim, kakšne odzive ste dobili recimo od ekipe, od igralcev. Recimo, igralka Tanja Ribič je na družabno mrežo zapisala poklon mlademu režiserju in avtorju Aljažu Bastiču. Kako to komentirate, koliko vam takšna pohvala pomeni od tako velikega imena? V resnici smo se z ekipo in z igralci izjemno dobro povezali. Delali smo zelo kvalitetno. Vsi so bili zelo profesionalni pri svojem delu, jaz sem se tudi po svojih zmožnostih trudil biti profesionalen. Očitno je bilo v redu, mislim, odzivi od ekipe v resnici so bili super. In od tehnične oziroma ustvarjalne ekipe za kamerami in od tiste ekipe pred kamerami tudi od statistov. Zdaj, zadovoljstvo po snemanju je zelo relativen pojem. Pravzaprav so zelo redki režiserji, pa ponavadi ne najbolj uspešni, ki rečejo, da so pa zdaj super ekstra zadovoljni. Jaz v resnici, ko smo končali s snemanjem, sem se prav začel spraševati, pa kako bo šlo to zdaj skupaj, ker smo končali še z nočnim snemanjem. Nočna snemanja so še posebej naporna, tam recimo ob 3 zjutraj smo končali eno sekvenco, v bistvu zadnjo sekvenco v filmu, in potem se začneš seveda spraševati, še malo ta postsnemalska depresija pride in se, pa to ne bo šlo nič skupaj, pa svetloba, pa ta kontinuiteta, pa to, pa a so v redu zapeli, a niso zapeli, a so v redu skadrirali, a je dobro posnet. Skratka, in sem bil kar malo v tej fazi, čeprav sem med samim delom absolutno vedel, kaj počnem, sem bil zadovoljen s stvarmi, ki smo jih naredili, vedno je pa tako, da lahko narediš še bolje. Zdaj stvar je v montaži, tudi montažerka mi govori, pa super je, pa odlično je, ampak jaz tako, tudi ko bo stvar zapakirana in ko si bom verjetno rekel, no pa sej stvar je v bistvu prav fajn, bom še vedno rekel, ampak pismo, če bi pa še to, pa to drugače naredili. Ampak to je v bistvu, jaz to gledam po drugi strani čist pozitivno na to stvar, zato ker to pomeni, da se lahko še vedno izboljšaš, da imaš vedno še neko kapaciteto, da narediš neko stvar bolje. Pa če greva morda še malce na drugo tematiko, na vaš pevski zbor Prosavus, ste idejni oče, če tako rečem, vodja mešanega pevskega zbora Prosavus. Odkje je ideja, kdaj ste zaštartali z zbiranjem članov, kako je to potekalo? Recimo, da sem eden izmed idejnih vodij, pa zelo nehvaležno je reči, pa kdo je idejni vodja, pa ni, za nazaj je vsak lahko general. V bistvu je bila to neka izmenjava med mano in Gregorjem Špajzerjem marca 2017, ki je pripeljala, on mi je ponudil vodenje njegove skupine in pa sva se malo začela pogovarjati, ker sem si rekel, jaz ne vem, mislim, mi je veliko čast, ampak nisem prepričan, če bi od tega lahko kaj odnesli, kaj pa, če bi raje naredili nekaj več. In je beseda dala besedo, sva se začela pogovarjati, sva šla zelo previdno v to stvar v resnici, zato ker je to, v resnici v Zasavju je en kup enih zasedb zborovskih se že postavilo, pa so propadle, pa je bil neuspeh, in so to zelo boleče stvari lahko. In tudi ljudje potem izgubljajo zaupanje po določenem času, po določenih neuspelih projektih. Tako da sva se v resnici začela zelo načelno pogovarjati od tega, kakšno je delo na vajah, od tega, kakšna mora biti prisotnost, od tega, kakšno je delo, da rečem, na organizacijski ravni. Potem je k temu pristopilo še enih 5, oziroma 5 nas je bilo, še 3 so zraven pristopili v nek upravni odbor iniciativni. Smo pripravili audicije, maja so bile audicije in smo rekli, bomo videli, koliko ljudi se bo prijavili in bomo po audicijah videli, ali bomo sploh s to zgodbo šli naprej ali ne. Nek cilj je bil, da jeseni potem začnemo, se pokažemo na regijskem tekmovanju in potem vidimo, a stvar funkcionira, a je sploh v redu, a ni v redu, a gremo dalje, a ne gremo dalje. Dejansko je bila ideja, da postavimo neko testno obdobje, brez kakršnihkoli obveznosti, brez hude jeze, če bi stvar propadla oziroma če ne bi uspelo. Na audicijo se je potem prijavilo 50 ljudi, kar je bilo absolutno enkrat nad našimi pričakovanji, ampak v zelo, zelo pozitivnem smislu. In avgusta smo se potem zbrali na prvi vaji, 30 nas je bilo, oziroma 32. Seveda z ogromnimi pričakovanji, kaj bo, kaj ne bo. Neki ljudi je že do prve vaje obupalo, neki jih je od prve do 5. vaje obupalo. No, ampak potem smo se pa kar postavili kot neka zasedba in smo pravzaprav na regijsko tekmovanje šli kot 26-članska zasedba, čeprav nas je tam na odru stalo dejansko 22. In ker smo očitno tako dobro delali, smo na regijskem tekmovanju prejeli zlato priznanje, 87 točk, kar je bilo spet absolutno nad pričakovanji. Nekje smo mi pričakovali in si želeli, no pa se, če bo srebrna plaketa, bo pa to zelo dober rezultat, ker za 2 meseca in pol dela z zborom to ni nič. V tem času lahko prebereš repertoar.
ostaja pa še toliko odprtih poglavij, od zvoka, barve, skupnega muziciranja, posameznih sposobnosti posameznih pevcev. Ker dejstvo pa je, ne, da v Zasavju, čeprav ima Zasavje relativno bogato zborovsko tradicijo, v zadnjem času ni bilo nekih pevskih sestavov, ne, takšnih, da rečem, na višji kakovostni ravni. In tudi pevci, to ne pomeni, da pevci ne pojejo radi in da ni sestavov ogromno. Ogromno jih je in delajo dobro, vsak v svoji smeri. Ampak na tej neki, da rečem, kvalitativno malenkost višji ravni pa ni bilo ne zasedbe in tudi pevci seveda se s tem ne ustvarjajo. Ne. Če ti nimaš neke zasedbe, ki bi dobro delala, ne moreš pričakovati, da boš imel pa zdaj ti množico pevcev, ki so vsi vrhunski. Ne. In je seveda treba med vajami potem tudi na tem delati, izoblikovati vokalno tehniko, delati na vokalni tehniki posameznikov. In ko smo na regijskem tekmovanju bili tako uspešni, smo se sestali, smo rekli, no zdaj pa, a želimo delati dalje, a se želimo kot društvo ustanoviti. So vsi rekli, ja. Sem rekel, a kdo že zdaj ve, da ne želi nadaljevati, je samo eden dvignil roko od 26 in je bilo to res, mislim, eno tako velika potrditev pravzaprav tudi znotraj zbora med pevci, da delamo dobro, da si zaupamo, da res je dobra atmosfera. In po tem uspehu na regijskem tekmovanju smo se prijavili na našo pesem, to je državno tekmovanje, bienalno. Letos je bila 25. edicija, pred 50 leti je bilo prvo tekmovanje. Prijavili smo se z nekim upanjem, ker smo bili zlati, da bomo sprejeti in neko mislijo, da smo pravzaprav prvi zasavski zbor po 30 letih. Nazadnje je bil moški pevski zbor Zarja leta 86, to je še 8 let preden sem se jaz rodil, ne, je bil zadnji zasavski zbor na naši pesmi. Po tem času pa ne več. Ne. In smo rekli, pa dajmo se prijaviti, pa poskusiti, pa bomo videli, kaj bo. Smo bili sprejeti, popolna sreča, mislim, res neverjetna potrditev, zares. In v tisti fazi smo takoj rekli, nima veze, kaj dobimo na naši pesmi, že to, da smo bili sprejeti, je bila ogromna potrditev. In potem smo od sredi januarja do konca aprila, ko je bila naša pesem, intenzivno delali. 3 mesece pa pol slabe smo imeli samo za branje repertoarja in za delo na repertoarju, kar je zelo malo časa. In smo se po 8 mesecih in pol, konec aprila, postavili na oder Unionske dvorane v Mariboru, suvereno odpeli, pevci so bili zelo zadovoljni. In potem, ko smo prejeli bronasto plaketo, 79 točk, čeprav smo bili med mešanimi zbori na zadnjem mestu, skupaj z enim zborom iz Škofje Loke, vendar nismo bili absolutno zadnji. Za nami recimo je bil pevski zbor Vinko Vodopivec, ki ima 50-letno tradicijo in je dobil 3 točke manj kot mi. Skratka, je to absolutno ogromna reafirmacija našega dela, ogromno priznanje, smo zelo zadovoljni, res, ne, ker praktično ni zbora v Sloveniji, ki bi po 8 mesecih dela prišel na državno tekmovanje in se pokazal tako suvereno, kot smo se pokazali mi. Ne. Je pa seveda tu še ogromno prostora za izboljšave in v smislu kvalitete pevcev, dela, petja, fraziranja, seveda tudi mojega dela. Ne. Zbor je lahko le to kvaliteten, kot je kvaliteten zborovodja. Ne. Vsak člen je pomemben. In delamo dalje. In tudi smo zdaj odprli audicije, tako da lepo vabimo vse, predvsem moške glasove, kdor si želi sodelovati. Smo zelo ambiciozen sestav, imamo, da rečem, zahtevnejši repertoar. Po drugi strani pa mislim, da lahko vsak, ki ima voljo in veselje do petja, pride na audicijo. Imamo veliko pevcev, ki niso notalni, se pravi, ne berejo not, niso glasbeno izobraženi, pa vendar so tudi oni stali kot del Prosavusa na odru v Mariboru in zelo suvereno odpeli svoje dele. Kje bodo potekale audicije, kdaj, kako potekajo? Audicije potekajo v Delavskem domu v Trbovljah, navadno, kjer je tudi naš sedež sicer, zato ker imamo v resnici pevce iz Trbovelj, Zagorja in tudi Hrastnika. Ne. Tako da ne, seveda Trboveljčanom nam je najbolj lagodno, da je to v Trbovljah, ampak ne, če bi recimo se Hrastničani morali peljati v Zagorje na vajo, ne, je to že neugodno, ali pa če bi imeli v Hrastniku vajo, se morajo pa Zagorjani, imamo recimo nekoga iz Lak, oziroma me bo kregel, ko bom to rekel, še malenkost naprej proti Moravčam. Skratka, in se vozi po pol ure recimo na vajo vsak teden. In če bi se mogel še do Hrastnika pripeljati, je to že kar huda. Ne? Skratka, smo v Trbovljah, imamo občasno tudi vaje v Zagorju ali Hrastniku, glede na potrebe. Koncerte imamo zelo mešano, recimo letni koncert bomo imeli v Zagorju, v Delavskem domu v Zagorju, in sicer mislim, da 15. junija. En nastop smo imeli v Hrastniku, predtekmovalni, pa tudi v Trbovljah. Skratka, v tem smislu smo res zasavski z mislijo in dejanji zbor. Audicije torej potekajo v Trbovljah, prijave sprejemamo na info@prosavus.si.
Potekajo zelo enostavno, najprej preizkusimo obseg, potem pevec zapoje skladbo po lastni izbiri, ki je lahko karkoli, od kje so tiste stezice do kakšne popularne skladbe, in potem dobi še obvezno skladbo, dobijo vnaprej seveda, in svoj part, se pravi tenor, alt, sopran, bas, izbere svoj part in jo zapoje. Gre za skladbo Lipa zelenela, je skratka nič posebej zahtevnega, vsakemu zborovskemu pevcu poznana skladba. Potem je pa še odvisno, če pokaže malo več interesa, lahko dobi še kakšne dodatne bombončke na avdiciji, ampak to je samo v njegov plus. In kakšni so načrti z zborom za naprej, nastopi, tekmovanja? Kako se tudi usklajujete vaje? Verjetno je to ena paleta starostnih razlik. Ja, pevci so stari od 17 do 68 let. Skratka, zelo širok diapazon, nismo samo mladinski ali študentski zbor, smo zelo široko odprti in to je tudi naša miselnost. Nismo omejeni na neko starostno skupino, ampak res želimo dati široki paleti pevcev možnost za sodelovanje. Vaje imamo izmenično ob sobotah dopoldne in petkih popoldne, enkrat sobote, drugič petki. Naši plani za naprej so pa takšni, da septembra načrtujemo, bom zdaj samo o večjih, septembra načrtujemo turnejo po Srbiji in sicer po pobratenih zasavskih mestih, se pravi Aleksinac, Raška, Lazarevac. To smo že dogovorjeni, tudi z mesti, z občinami smo se povezali, vse so nam prišle zelo nasproti in imamo, se pravi, načrtovano turnejo. Potem v novembru načrtujemo udeležbo na sozvočenih, to je podobno kot regijsko tekmovanje, enako bienalno, enako v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Samo da gre za tematski koncert, se pravi, morajo biti skladbe znotraj ene teme. Potem načrtujemo še povezovanja z zgodbami za novo leto, potem v pomladi 2019 iščemo še neko mednarodno tekmovanje, kjer bi se predstavili. Skratka, načrti in plani za naprej so zelo smeli in zelo visoko postavljeni, po drugi strani pa vedno poskušamo iskati nek balans, seveda med tem, da niso vaje prenaporne. Zdaj v tem času smo seveda imeli ogromno vaj, tudi podaljšane vaje, intenzivni vikend recimo, pa sobotno vajo celodnevno. Zdaj v tem obdobju po naši pesmi imamo pa recimo čisto redne vaje in da rečem, smo malenkost v nižji brzini, če tudi se bomo začeli pripravljati na letni koncert, pa še na eno prijetno dolžnost in sicer poroko enega od naših pevcev. In kakšni so pa vaši načrti za prihodnost? Boste ostali doma, morda tujina, poklicna pot? Jaz poskušam iti z vetrom do tiste mere, kot gre, in načeloma načrtujem ostati tu. Zaenkrat se mi kaže neka možnost na RTV Slovenija. Bomo videli, če se bo ta možnost izšla. Tam si želim biti, rad počnem, kar počnem. Televizijska režija mi je res v veliko zadovoljstvo. Zelo rad se ukvarjam z glasbo, z glasbenimi vsebinami. Tudi, da rečem, ustvarjalci, glasbeniki, tisti, s katerimi delam, so nad mojim delom načeloma z mojim delom zelo zadovoljni. Odzivi so bili do zdaj zelo pozitivni. Tako da to je ena taka smer, en fokus. Seveda sem pa vedno odprt za tujino, za kakršnakoli druga povezovanja, za nove projekte, ampak nič pa preveč ne forsiram, ker načeloma dobre stvari sploh pridejo s trdim delom. V to trdno verjamem. Pa če morda neko zaključno misel strneva ves taj pogovor, kaj bi lahko povedali mladim, ki imajo mogoče podobne ambicije kot vi, ki ne sedijo doma apatični, nekako, ki čakajo na neko priložnost, ki se morda ne bo nikoli zgodila. Kaj je vaše vodilo za uspeh, vaše življenjsko vodilo? Treba je prvič uživati v tem, kar delaš. To je predpogoj. Meni recimo so me dolg časa spraševali ljudje, kaj pa ti delaš tako za svoj hobi, za svoj prosti čas? To, kar delam. Mislim, meni je televizija, režija totalni užitek, totalno zadovoljstvo. Enako zbor. Mislim, meni zbor recimo ni obremenitev. Meni je to totalni užitek. Mislim, ob sobotah sem se zdaj navajal, kadar imamo vaje, sem se navadil vstajati 2 uri pred vajo, če je vaja ob 9, jaz ostanem ob 7, si naredim zajtrk, si naredim kavo, pridem na vajo zelo dobre volje, zelo rad delam z zborom. Se pravi, prvo to, uživati moraš v tem, kar delaš, pa kot drugo, nikoli ne smeš obupati. Če res rad počneš to, kar delaš, potem ti ne sme nobena ovira biti prehuda. Mislim, vedno boš imel ovire, vedno boš na nekih
premisih, na nekih točkah, kjer si boš rekel, a si res želim to početi, a mi je tega treba, pa ne uspem, ampak če res rad počneš to, kar počneš, vedno najdi energijo za to, da boš šel naprej, ker če najdeš neko energijo, če rad počneš, kar počneš, potem ti bo sigurno uspelo. Zahvaljujem se vam za sodelovanje v oddaji, želim vam vso srečo v prihodnje, vam, dragi gledalci, pa nasvidenje do prihodnjič. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.